Ta najbolj pomembna stvar je, da bojo tole dnevni vlogi. Toliko tečne ženske, kakor je bila pa danes, pa že dolgo cajta ne. Ne, kdo pakira par dni pred potovanjem? Pač, a je lahko en potovanje, da midva nimava enega stranja? Zaradi Ponča bojo cel bus okoli obrnili pa poslali nazaj v Slovenijo. Dobrodošli nazaj na najinem kanalu, z vami sva tako kazmeri Ponč pa Sonč, oziroma samo Sonč, ker Ponč je še na šihtu, ampak nič hudega. In tole je vlog dan pred odhodom v Beograd. V tem vlogu vam bi rada podala nekaj čisto osnovnih informacij pred samim odhodom v Srbijo in pa tudi kako so se midva seveda pripravljala na pač tole potovanje in na planiranje oziroma pakiranje, ki pač nama itak nikoli ne gre od rok. Ko sem izvedela, da imava 4 dni dopusta, sva si rekla pač, pa morava nekam iti, pač ni šans, da bi bila Ponč pa Sonč 4 dni doma pa primeru. To pa res ne gre, pač ne moreš biti 4 dneve doma. In Beograd, ne boste verjeli, seveda ni bila najina prva izbira potovanja. Prvoten plan je bil, da se odpravimo v Budimpešto. Meni je Budimpešta res ful lepa in sem rekla, pač res jo želim še enkrat videti. Ampak pač rezervirala sva potovanje z agencijo, ker nisva imela popolnoma nič časa za tole planiranje pa scene. In potovanje v Budimpeštu so nama skenirali, mislim, da je bilo premalo prijavljenih. Pa so pa nama ponudili, da imajo nekaj prostih mest še za Beograd. Rekla, ja nič, pa očitno greva v Beograd. Ponči je, Ponča slišimo, zdaj se nam bo pa Ponč pridružil, sam še najdem ga. Ponča imamo, Ponča imamo, gle, ko je Ponč, a skaj vesel? Ne, jaz sem lačen, jaz hočem najprej jesti, dan pridem, ne da moram kuj nekaj snemati. Če sva rekla, da bo vse povlogala, vse bova povlogala. Dober dan. Zdaj, kakor mi je Cindy uspela povedati, v bistvu vam sploh še nič pametnega ni povedala. Ja, treba nekako začeti vlog, a ne, saj je simpel vlog. Ta najbolj pomembna stvar je, da bojo tole dnevni vlogi. Niso še nikoli daily vlogala, v glavnem in to še celo s potovanja. Tako da dajte se naročiti na najin kanal, ker bojo vsak dan sprot prihajali vlogi direktno iz Beograda. To je najpomembnejša stvar. Najpomembnejša stvar. Druga najpomembnejša stvar, jaz sem lačen, da grem lahko jest. Se všedu najprej kaj pametnega povem. Ok. Druga oziroma pa tretja najpomembnejša stvar. Ja, torej odpravila sva se z agencijo, kot sem že povedala. In včeraj sva dobila mail, kdaj se odpravljamo. Pisali je v zgodnjih jutranjih urah in zdaj vam poveva, kdaj so zgodnje jutranje ure. Ob 2 zjutraj, ob 2 se odpravljava, 10 do 3 štartamo z Ljubljane, tako da ob 2 moramo iti od doma. In sploh ne veva, a bi sploh šla spat, a ne bi šla spat, a... Ker dela je pa to še za narediti. Ja, no, pa smo pa še pri tej stvari. In veste, kaj mi gre najbolj na živce? Tako, kad ti folk reče 2 ali pa 3 dni pred potovanjem in, a imate že vse spakiran? Ne, kdo pakira par dni pred potovanjem, še ko sva šla za 1 mesec na potovanje, sva pakirala en večer prej, ali pa mogoče par ur prej, tudi to je v redu, pač kasnejka je bolje zabaven. Mislim, zdaj ne vem, se lahko kdo od vas je ful pripraven, pa je ful organiziran, pa to že predela, ampak pač kdor najo pozna, to ne gre več, kaj en dan prej, ni šans. More biti vse last minute, more biti. Zdaj pa pežva pakirat, ne, jest pa pakirat. Tako. Ura je 9. Rekla sva, da greva ob 9 spat, ker malo čez 1 vstajava, tako da vsaj 4 ure spiva. Jaz imam že na pol spakiran, ampak res sam na pol, ker imam pač sam cune spakirane, vse ostalo še moram, ker vidite, pol kočka je še praznega. Ampak pa ste zdaj tole. Ej, Ponč, a si že spakiran, spat greva? Kom je elektronko pakiran, cune ene še nimam spakiran. No, daj spat greva, ajde. Nič ne boš sabo vzel. Spat, ne. Ajde, v minus greš s spanjem, prid. A to sem se prav zadolžil zdaj pri... Ja, v minus greš s spanjem, 4 ure odštevamo zdaj. Pa smo spet tam. Ura pa kar je. Vse je v redu, 2 urci, en tak popoldanski spanec.
Ti se zahecaš. Jutri bo me kanova, kot prerojen. Boš, ja. Jaz sem videl, da bom. Ponč, vse je v možganjih, klelo v glav, veš. Ti rečeš, da boš spočit, pa boš spočit. Sploh mi ne pusti, da se pritožuje. Ne rabš, ka veš, da je pred vsakim potovanjem ista pesem. Prav nikoli ne bova boš. Znači, dej, pejva spat, lepo bote, se vidimo zjutraj. 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 Se vidimo čez 2 uri. Dobro jutro, dober dan, midva, sploh nismo nič zaspali. A ne, Ponč? Kje? Čist nov dan, čist sveža, čist spočita. Spakirana in ready to go. Včeraj je bilo čist preveč stvari za narediti, tako da nisva uspela povedati o COVID ukrepov, pa od stroškov tega potovanja, tako da vas bova danes še malo s sabo vzela. Preden gremo v naslednji vlog. Papa fikus, papa kaktus, gremo! Zdaj tu na mejah je bilo res kar mečkan smotan, praktično smo mogli na vseh mejah, se pravi za vstop in izstop, jod vsi dol z avtobusa, sem preverjal osebne izkazance in potem na konc na srbski meji pa tudi PCT pogoje. No, medtem, ko čakamo, da vsi spijejo jutranjo kavo oziroma prvi šot jutranjega viskija, pa dajmo pogledati, kako je s COVID ukrepi v Srbiji. Za Srbijo trenutno zadošča pogoj PCT, torej lahko ste prebolevniki, prebolelost velja pol leta, lahko ste cepljeni, 3. doza zaenkrat še ni obvezna, lahko se pa pač testirate, v bistvu velja hitri test ali pa PCR test in v bistvu oba veljata 48 ur. Zdaj, malo je smoten za tiste, ki recimo so se odpravili z agencijo ZL z pogojem test, se pravi za testiranje, ker morajo na vsake 48 ur test obnavljati, se pravi, 1, 2 ali pa 3 teste bojo tekom celotnega potovanja mogli narediti, ker namreč Srbija ima zakonsko določen, da po 8 uri zvečer morate imeti v bistvu PCT pogoj za vstop v gostilne, restauracije, bare in podobno. Zdaj, to so neke uradne stvari, a ne? Kako se pa folk dejansko obnaša, pa kako z maskam, pa z vsemi temi stvarmi, to bo pa kar direktno iz Beograda poročala. Zdaj ga pa že nazaj na avtobus, zdaj pa ste to, ta prvorazreden avtobus. Glejte tu, kako smo fancy. Malo bom misto dol dala, da bom lahko jedla, pa klele imam ekran, da lahko televizijo gledam, pa lahko kaj zataknemo, ne za ono. Jaz sem se še doma zajebal, da tega pa zih nam rabo, ker bili tak misli, da bo lahko serije gledala na tismo, ampak vsaka stvar prav pride. Imamo med gledalci kakšne gamerje. Ej, gamerji, rate my setup. Se pravi, najprej imamo iz USB-C-ja v AUX, iz AUX-a splitter v 2 različne slušalke, s tem, da to je vse tako malo wobbly wob. Ne, se drugače si ne pritožujeva, vse je super, sam malo denarja, malo muske. Zdaj, ko smo pa lih pri ceni videa, sem prepričana, da vas zanima, koliko sem videa odštela za tole potovanje. Se pravi, v Beogradu bova 4 dni in cena vsega, se pravi avtobus, prijavnina, se pravi stroški odpovedi potovanja, tudi to sva vzela za vsak slučaj. Zajtrk je vključen bil v ceno, vse to sva plačala, torej 190 € po osebi. Zdaj, to lih ni najcenejša cena, imeli so tudi bolj ugodne, ker midva greva v hotel s 3 zvezdicami, bil je tudi hotel s 2 zvezdicami, pa z 1 zvezdico. A lahko sam nekaj? Ker midva so že stara, zdaj že malo kosti bolijo, pa je treba v 3 zvezdice. No, drugače ne, če smo čisto realni, ta hotel je bil edini, ki je bil še na voljo, ker pač sva to pozno rezervirala. Ampak recimo, da ne bo tako, kaj Ponč rekel. Ok, dober izgovor ali nekaj. No, Ponč bo pa na meji stal. Nič nam na meji stal. Zdaj, kar nekaj eni mi težijo, čeprav nikjer ne piše, da rabaš 3. dozo, jaz sem 2krat polno cepljen in so mi zdaj kar osebno dokument vzeli. In kao, da ne morem čez. Se pravim, da boš na meji stal. Ne vem. Sem še zdaj do vodiča, pa da vidimo, kva bomo zrihtali. Ja, zelo glih gruntava, kva je fora, mogoče. Pa če so spremenili te dneve, koliko cajta ti velja? Jaz sem še včeraj po noč brala, koliko je to, menjka 12 ur nazaj, pa ni nič pisali.
Ja, ko pa mi jaz dan prišel, če me zdaj navajo Peš, a ne, kako boš pa dan prišel? Jaz sem žurat v Beograd, ti greš pa domov peš. Ne, ja, sigurno. No, čez mejo smo sicer prišli po malo veliko pregovarjanja, toliko tečne ženske, kakor je bila pa danes, pa že dolg cajta ne. Prav narajmali smo, ja, na eno Res. tako. Ja, v glavnem, Srbija je očitno ne vem kdaj hudiča spremenila pogoje za vstop v državo, ker po Novih smernicah njihovih. tako, kot je pač tale gospa na meji povedala, po tem novem cepivu velja samo 6 mesecev. Čeprav ta logika tudi ne zdrži več o tem kasneje. Ampak ja, pač midva sva šla zdaj gledati in še enkrat pravila, ki so nama jih pač od Supre poslali, od agencije. In to nikjer ne piše, in šla sva gledati na stran od ministrstva, stran od veleposlaništva, nikjer ne piše, da bi bilo karkoli omejitev za cepljenje. V glavnem pač, ja. Zdaj ne veva, je to Balkan, pa pač, ko prideš tle, se kar po svoje malo zmislijo. Ali so samo pri nas na ministrstvu toliko neažurni, da bi pač posodobili stvari. V glavnem sta bila dva taka, ki naj jo je pač zavrnila, je poskenirala, itak je nekaj rdeč ven vrgel, ja, ne možete, da greste čez. In najhujša stvar pri vsemu temu je, da če zavrnejo samo enega na celem avtobusu, mora se baje cel avtobus obrniti in iti nazaj v Slovenijo. In najhujš pri vsemu temu je pa to, da pač bejba se kar najbolj pizdi, kao, ja, sej mladina, ne, boh ne daj pa kaj prebrati, boh ne daj pa kaj pogledati, samo idemo, žurka, žurka, žurka. Ja, s tem, da sem jaz še včeraj ob 10 zvečer šla brati pogoje za vstop za vsak slučaj, da bi pač ja v redu bilo vse. Tako malo v srce, a ne? Ja, direkt. Nama, ker se zmer za vse najbolj In še pozanimala. pač v bistvu to je bil en glavnih razlogov, zakaj smo sploh šla z agencijo, pač da nama ni treba skrbeti za take stvari. In še celo po telefonu sem jih klicala, a je potreben tretji odmerek, a je pač obvezen, koliko cajta ti velja cepljenje. In so mi rekli, ja, ne, nobenih omejitev še ni. No, pa še tole, tudi ta logika z 6 meseci, tudi to čist ne zdrži. Pač ja, Aleks je že čez, ampak tudi jaz sem lih za par dni čez. Pa mene so spustili, Aleksa pa ne. Pač, Ne vem, v glavnem, sam čuden je vse. kakor se spomnejo, tako pa je. Ja, nismo pa zdaj prepričani, ko bo v Srbiji. Se pravi, se bo mogel Aleks zdaj na vsake 48 ur testirati, čeprav je cepljen. Pač ne veva, s tem, da so tukaj testi kar dosti dragi. Ja, ne vem, po moje bova šla zvečer v eno gostilno čistko na ključno, pa rekla, naj me poskenirajo, da vidimo, kje smo, no, a so treba testirati ali ne, ker če bo tam pokazal zelen, posem zelen, če ne, sem pa rdeč. V glavnem, mi sem šla kar po kavico, da se mečkam pomiriva, tako da vsem vam činkolo binkolo, pa tebi činkolo binkolo, ali? Mi se nahajamo že tik pred Beogradom in preden pridemo v Beograd, vam poveva še nek okviren plan, kaj si bova v bistvu tekom teh 4 dni pogledala. Danes pač takoj, ko pridemo, gremo na voden ogled mesta, tega ožjega centra, teh glavnih trgov in teh glavnih stavb. Potem jutri se odpravimo Na malo daljši ogled mesta, pač z avtobusom, O, ja. pa gremo gledat, se pravi, Cecino hišo, pa štadion, pa Hišo Kalamegdan, cvetja. hišo cvetja, pač vse to si bomo pogledali jutri, pol je silvestrovanje. Pol imamo pa v bistvu še razpaljotko. razpaljotko, ja, to so v bistvu tisti trobači, pa tipična srbska večerja. Tako. Ja, pol imamo pa v bistvu še en cel popoldne, v bistvu, ko imamo prosti čas. In tukaj bi rada vas povabila, da nama napišete, kaj si naj greva pogledati, če kaj priporočate, oziroma pač, kaj bi se splačali, če pogledati. Malo sva razmišljala, mogoče bi šla v muzej letalstva, pač jaz sem bila pred leti tam, pa mi je bilo ful všeč, tako da sem rekla, bi še Ponča peljala, ampak mogoče lahko tudi kaj drugega predlagate, še kaj boljšega, kaj bolj vznemirljivega. Ja, nič, skrajni čas je, da zaključiva midva tale ničci dan, ker kot vidite, tole že dolg ni več ničci dan, ampak je že prvi dan. Pa niti ni zabaven več. Ne, ni več zabaven, ampak ful smo stati. V glavnem, v naslednjem vlogu se odpravljamo v Beograd in ga tudi začenjava v Beogradu. Tako da vabljeni, da se naročite na najin kanal, da ne zamudite vseh naslednjih vlogov. Midva bova probala biti res ažurna in jih čim prej objaviti. Zdaj, kdaj bojo pa objavljeni, pa ne veva, tako da zato se morate naročiti, pa klikniti v zvonček, da vam bo telefon zapiskal, ko pride nov vlog. Tako, lepo bote, pa čau, čau. Čau, čau!